To je knjiga Konec švedskega avtorja Matsa Strandberga, ki se sprašuje, kaj se zgodi, ko izvemo, da nas bo enkrat konec. V apokalipso sveta sta se podali Jasna in Tjaša. Tjaša, kaj si mislila, ko si dobila v branje knjigo, ki govori o tem, da bo čez 3 mesece na Zemljo treščil planet in bo vsega konec? Ja, najprej sem bila malo skeptična, ker mi take teme niso najbolj blizu. Potem pa mi je knjiga postala bolj všeč, saj je iz apokaliptične teme nepričakovana zavila v kriminalne vode. Torej, mlada punca Tilda je umorjena, osumljenec pa je eden izmed glavnih likov, njen bivši fant Simon. Ja, zelo napeta je bila potem knjiga. Sicer ima pa drugo glavno vlogo punca, ki se imenuje Lucinda in ona ima levkemijo, tako da se je morala s težko novico že soočiti. Na kakšen način je ona doživljala prihod kometa? Ja, priznala je, da je bila pomirjena, da ji je celo odleglo, ker je spoznala, da ni več tako sama v tem in da ni edina, ki čaka na smrt. Lahko je prenehala s kemoterapijo, zaživela boljše življenje, izkoristila ta čas, ki je pač še preostal. Zdi se mi, da se pa sicer takih tem bolj izogibamo, ne radi govorimo o koncih, o smrti, sploh v zahodni kulturi. In prav zato me je zanimalo, zakaj se je švedski pisatelj Mats Strandberg lotil te tematike in to sem ga tudi vprašala. Mats nam pa takole odgovarja. Well, to be completely honest, I really wanted to write this book as a way of dealing with my own existential questions surrounding the climate change. And so I wanted to create a fictional threat that really had a ticking clock. I was fascinated by the idea that all of humanity would know exactly what day, even what time of day we would all be extinct. And I know that sounds super depressing, but to me, this story is more about finding the meaning of life rather than a story about all of us dying. And why, I'm not sure, maybe I'm a big weirdo, but I also think it's almost human need to think about how the world could end. It's part of every religion, after all. Thank you, Mats. A si tudi ti tako razumela knjigo, kot da govori o pomenu življenja in ne toliko o koncu življenja? Ja, seveda. Pa tudi še eno sporočilo, ki sem ga razbrala, je, da ko smo enkrat obsojeni na skupno usodo, moramo biti še najbolj povezani in ne obsojati drug drugega. Se strinjam, no za nami je to zdaj konec pogovora, ampak nadaljujemo pa v studiu. Hvala lepa, Jasna. Ja, pri nas še ni konec tekme, tako da kar nadaljujemo z vprašanjem. Knjiga obravnava neizbežen konec človeštva zaradi bližajočega se kometa. Zakaj se je avtor odločil za uporabo te kataklizme? A, da bi bralec razmišljal o eksistencialnem vprašanju konca. B, da bi bralcu približal ljudi, ki se morajo sprijazniti z lastnim koncem. C, da bi bralca upozoril na počasi se bližajoči konec človeštva. Ali D, da bi bralca seznanil z nevarnostjo padca kometa na Zemljo. Aha, rumeni pravite, da je to odgovor A, vijoličasti, pa da je odgovor B, vijoličasti ste na to vprašanje tudi stavili svojega Brichtolina. Ja, Mats pove, da je knjigo napisal kot način spoprijemanja z lastnimi vprašanji o usodi človeštva v povezavi s klimatskimi spremembami. Pravilen je odgovor C, saj avtor poveže grožnjo bližajočega se kometa s klimatskimi spremembami. Točk tokrat ne bomo podelili.